Drugi večer. Slepica. Ko bo umrla ta pripoved, bomo za spoznanje ubožnejši. Pogled nam bo obvisel v praznem prostoru, kot obvisi slepcu, ki se je pravkar prebudil, odprl oči, a se njegove odprte oči niso ustavile na ničemer. Pesmi, sanje in pokrajine bodo pokončane in pripoved jih bo odnesla seboj. Drevored, ki vodi do prizorišča, kjer se je pravkar končal nastop, s poraščenimi kamnitimi stebri na obeh straneh objema pot, tlakovano z okroglimi, z mahom poraščenimi kamni. Iz te temno-zelene barve se je izvila človeška figura v črnem oblačilu, s tanko, prozorno belo naglavno ruto, z velikim vozlom, zvezano pod brado. Pod ruto je imela dve tanki srebrni kitki. Verjela je, da je umreti z dolgimi lasmi bolj dostojanstveno. Ruto je pričela nositi v času deklištva. Od tedaj je ni snela in tudi nikoli nikomur več pokazala svojih zdaj že osivelih las. Lasje so veljali za vez z magičnimi močmi, zato so morali biti lepo urejeni in vedno skrbno pokriti. Približevala se nam je. Leva roka, v kateri je držala prižgano cigareto, ji je sproščeno počivala na boku. V desni je nosila inštrument in lok. Proti nam je stopala počasi. Vmes je postala, toliko, da je globoko potegnila cigaretni dim. Ob izdihu je njen obraz za nekaj časa izginil v oblaku gostega dima. Ves čas je gledala naravnost v nas. Njen pogled je bil drugačen, hladen in nekako neprijeten. Zrkla so prazno zijala, kot bi bila steklena. Naredila je še zadnji globok vdih in odvrgla cigaretni ogorek. S konico čevlja sem ga 3-krat krožno vtisnila v tla, medtem ko mi je s krepko roko že segala v pozdrav. Slepica, se je predstavila z nepričakovano nizkim glasom. Proti meni je zavel močan vonj po tobaku. To je bil isti nepričakovani intenzivni vonj, zaradi katerega nehote zadržimo sapo. Podobno kot tedaj, ko stopimo za nekom v majhen prostor javnega stranišča in se že pred vrati preveč napolnimo zrakom, da bi zdržali, dokler ponovno ne stopimo na prosto in se nam od stiske orosijo oči. Med njenim pozdravom in trenutkom, ko sem lahko ponovno zajela zrak in stisnjeno dahnila me veseli, je zazeval napeto podaljšan trenutek. To je bilo najino prvo srečanje. Poseg. Dekle je bilo slepo od rojstva. Ni imela drugega imena, klicali so jo kar Slepica. Živela je visoko v hribih, na prostrani planoti, na redko posejani z velikimi skalami, kjer so se samotna drevesa, porasla z belo-rumenimi lišaji, zlivala s temno-zelenim, skorajda črnim smrekovim gozdom. Zbita zemlja okoli kamnite hiše je zadoščala za pašo nekaj glav živine, kaj drugega živega pa se je tam že precej krčevito borilo za osnovno preživetje. Nekega dne so oddaleč, više z gora, prispeli strici. Prišli so družini v pomoč. V poltemi so sedli za mizo, niso veliko govorili. V tišini so pojedli večerjo in nato začeli nagibati kozarček za kozarčkom. Tisto noč je stara mati hodila okoli hiše in s priborom oponašala zvoke kače. Bila je popolnoma gola, le črna ruta ji je prekrivala belo kito las. Njene dolge sivo-bele prsi so se med hojo rahlo odbijale od kovanika, kovinskega pasu, ki ji je objemal uveli život. V tišini gorske jase ni bilo slišati drugega kot kovinske zvoke šklepetanja pribora in kovanika, ko je vanj udarila dojka starke, pomešane s samotnimi zvoki nočnih živali. V kiselkasti vonj jeseni, ko so nosnice že zajemale tožni razpadajoči čas, se je mešal vonj dima s kurišča. Tisto noč so starkine oči strmele enako stekleno kot slepičine, ko se je z rahlo nagnjeno glavo vedno znova izvijala izza hišnega vogala, preden je njeno kovinsko rožljanje ponovno izginilo v temo.
Globlja, kot je postajala noč, bolj nemirno so šklepetale vilice. Njene dojke pa so še krepkeje pritiskale novce na pasu. To je bilo na večer posvečen kačam. Priprošala je kačo čuvajko, v kateri so inkarnirane duše mrtvih prednikov in živi pod pragom hiše. Ko se je noč začela prevešati v jutro, je starka na tla razpela belo ruto. Na njej se bo kača napila čiste rose in takrat morda spustila svojo krono, da bo slepici prinesla srečo. Zarana naslednjega dne so v upanju, da ji ta pot prinese ozdravitev, slepico odnesli v dolino. V vas ob reki kake 2 ali 3 dni hoda stran. Kruto verovanje, ki je izhajalo iz prepričanja, da so vsi slepi hkrati tudi nesrečni in da dotik nekoga tako zelo nesrečnega lahko prinese srečo, je zaznamovalo pot. Slepice v naročju stricev so se dotikale tuje roke vsakovrstnih ljudi. V zaselkih, skozi katere so potovali, so po nežnem dekliškem licu segale gosto poraščene moške roke, nežne roke starcev, nervozne potne dlani starih duhovnikov in nosečnic, konice prstov vdov, dlani vojakov in pastirjev. Vsi so se želeli dotakniti slepih oči. Z dotiki rok so se slepičinega obraza dotikali tudi vonji njihovih teles, oblačil in zadahov. V vasi v dolini je živel zdravilec in slepico so vso to dolgo pot nesli k njemu na lizajoče zdravljenje. Drobno dekle so v sobi, v katero je skozi debele zelene platnene zavese komajda prodiralo kaj svetlobe, položili na leseno mizo. Nekdo je njeno telo pokril z grobo tkano odejo, le glava je ostala nepokrita. Bila je popolnoma mirna. S široko odprtimi očmi je zrla naravnost v zdravilca, čigar kretnjem je zelo pozorno sledila s sluhom. Skušala je razumeti, kje se nahaja in kaj se dogaja okoli nje. Zdravilec je previdno odprl pokrov kovinske škatle. Iz nje je očitno nekaj vzel, kar pa ni ustvarilo zvoka. Slepica ni videla, kako se je tisto nekaj srebrno zalesketalo v svetlobi oljne svetilke. Nato ji je na obraz položil nekaj hladnega. To se je počasi premikalo, popolnoma brez zvoka, v tišini. Če je kdo boloval na očeh, mu je zdravilec na oči položil kačo, ki je izlizala bolezen. To je bilo zadnje upanje njenih stricev. Identiteta. Kot deklica se je igrala v gozdu enako spretno kot ostali otroci. Na novih poteh se je oprijela vrvi v roki katerega od otrok in ta jo je vodil med raziskovanjem. Urno so tekali po ozkih stezah, preskakovali ostre skale in izginjali v gozdu. Igrala se je enako strastno in spretno kot tisti, ki so videli. Poznala je vsako drevo, splezala je na vsako deblo in na vsako skalo. Lovila, podila, plezala, skakala, kričala in divjala je z ostalimi dečki, da je bilo njeno čelo potno, njen obraz pa žareč od vznemirjenja in užitka v teh deških igrah. Če je otroke v gorah pri igri ujel težek večerni mrak, je slepica postala njihov vodnik. Vedela je, kje so in kako se vrniti domov. Varno jih je znala voditi skozi temo, saj je prepoznala vse, na kar so na poti naleteli. Videla je s konicami prstov in kar je zaznala, je na vrh še glasno poimenovala. Z dotikom in ubesedenjem so predmeti in telesa postajali prepoznavni in zato resnični. Poznala je razliko med uporabnim in neuporabnim, med velikim in majhnim, med oddaljenim in bližnjim. Dotik je bil oblika njenega vida in sploh se ni počutila omejeno. Slepi zmeraj vemo, kaj narediti, je rada ponavljala. V življenju nas zanimajo predvsem prednosti, manj nas zanimajo srečanja s pomanjkljivostmi. Seveda si tega ne želimo doživeti, a morda prikrajšanost sploh ni pomanjkljivost.
Kako velika pomanjkljivost je v resnici slepota? Bi slepica dosegla tako raven petja in igranja na inštrument, če se ne bi soočila s šibkostjo, ki jo je morala premagati? Življenje s slepoto jo je naredilo trmasto, pogumno, vztrajno, občutljivo in zmožno osredotočati se na podrobnosti. Mnogi nikoli ne uspemo nadoknaditi svojih pomanjkljivosti. Preobremenjeni smo z lastnim neuspehom pri obvladovanju nalog, razočaranja pa v nas puščajo sledi bede in nepopravljive škode. Toda travmatično in grozno imate lahko tudi drugačne odzive in različne učinke na ljudi, zato tudi drugačne izplene. Tisti, ki nadoknadijo pomanjkljivosti, so se preprosto učili iz svojega boja, kar so se naučili, je postalo njihova prednost. Premagati so morali negotovosti, ponižanja, neuspehe. Mnogi nikoli ne zmoremo obvladati česa zares dobro. Toda tisti, ki jim to uspe, so veliko boljši, kot bi bili sicer. Iz nuje so se učili stvari in učenje v nuji ni enostavno. Je pa izplen zato toliko večji. Slepica je tako pozorno poslušala svet, da se je v njem lahko gibala, ga razumela in uživala, v vsem, kar je bilo okoli nje. Nimam vida, ampak odlično slišim. V pozni jeseni slišim brenčanje zadnjih žuželk, slišim neprekinjen ton žice električnega transformatorja. Zima je zame najtišji čas. Vsi zvoki postanejo mehkejši, bolj so zaokroženi, ko je čez svet položena snežna odeja. Poletje pa lahko postane precej glasno. Če ne bi bila slepa, verjetno ne bi nikoli razvila tako edinstvenega razumevanja prostora. Posebne veščine so ji pomagale, da se je izmojstrila v svetu zvokov, v glasbi in pripovedovanju. Svojo invalidnost je spremenila v umetnost. Na svoj posebni način si je osmislila življenje. In to dobro življenje. Igrala je na inštrumente in pela. Izoblikovala si je identiteto, osebnost. Bila je slepa glasbenica. Z igranjem in petjem je zaslužila ravno toliko, da je živela dostojno življenje. Ni imela veliko prijateljev. Nekaj, ampak pravih. V tistih letih je rada poslušala prenose športnih iger na radiu. Poznala je imena športnikov, operirala z rezultati in izidi po vseh kriterijih, vzdolžno, prečno, terminsko, področno in recitirala statistike. Musič znova dobi žogo, strel in vratar ga brani. Žogo mu je odbil Musič, ki je z levo nogo poslal močan udarec. Radić ima žogo, Radić ima priložnost. In tukaj je kot, kaj lahko zdaj storijo s tem kotom? Musič je tokrat udaril z glavo in zgrešil. Jeboti pas mater. Vsako sobotno popoldne se je skozi na stežaj odprto okno lahko slišal vznemirjen glas športnega komentatorja. Njeno življenje se morda zdi omejeno, vendar je bila z njim zadovoljna. Uglaševanje. Na inštrument se je naučila igrati sama in zanjo so imele gusle status svetega predmeta. Razvila je poseben občutek za glasbila. Takoj, ko je vzela inštrument v roke, še preden je sploh poskušala zaigrati nanj, je že natanko vedela, kako bo zvenel. Ali bo uglašen in lepo zveneč, ali pa bo njegov zvok top in pust. O inštrumentu je lahko govorila kdaj kot o polnem, živahnem, pojočem, zgovornem, nadnaravnem, čutnem, sijočem, kovinskem, jasnem, steklenem, briljantnem, iskrivem, drugič spet o mirnem, okroglem, čistem, pridušenem, slovesnem, strogem, mračnem, hrapavem, mehkem, sladkem, plešočem, zakritem. Za zvok strun je razvila neverjeten besednjak. In ko je glasbilo prijela v roke in potegnila po struni, so poslušalci čakali, kakšno lastnost mu bo pripisala. Rekla bi lahko samo zračen. To je pomenilo, da zveni, kot bi ga obdajal velik odsevni prostor, poln zraka. Ali pokrit. Tak je imel šibke visoke tone,
kot da bi zvočnik pokril z odejo. Ali masten, tak je zvenel polno in toplo, pa tudi rahlo popačeno. Ali blaten, inštrument ima razmazan in izkrivljen ton. Ali zabuhal, ta se odziva počasi. Svoje glasbila je izdelovala sama. Izbrala je drevo in ga obiskovala več let. Hrastovino, borovino, murvovino ali javorvino, ki je bila za glasbila najboljša. Drevesa ni sekala s sekiro, ker ni hotela ubiti glasu lesa. Vse je pomembno, je dejala, ko je z votlim dletom počasi in nežno izrezovala telo inštrumenta, vedno narejeno le iz enega samega kosa lesa. Moj dotik inštrumentu daje dušo. Na glavi je izrezala glavo ovna, čez trup pa napela zajčjo kožo. Svoja glasbila je opisovala s človeškimi lastnostmi. Njene gusle so bile usmiljene, sramežljive, samozavestne, previdne, zapeljive. Uglaševala jih je zelo natančno in zgolj ob večerih. Ozrla se je proti nebu, nato zelo osredotočeno poslušala zvoke, nato spet pogledala navzgor. Bilo je, kot da sledi zakonom zvezdnega neba. Ljudje pa so pravili, da se njeno glasbo sliši do nebes. Grobovi besed. Glasbo je vedno začela izvajati na enak način, s preprostim uvodnim napevom. Najprej je odigrala določen niz not, vedno popolnoma enak. Šele po obveznem uvodu je lahko zaigrala pravo glasbo. To je bil njen posebni ritual odpiranja vrat za poslušalce. Čudno godejo gusle, čudna se bo pela pesem, je začela. Njena glasba je bila edinstvena. Zvenela je nekako znano, hkrati pa tako drugače od česarkoli drugega. Bila je še nikoli slišana. Noben drugi pevec ni pel na način, kot je Slepica oblikovala glasbene misli in fraze. V njeno glasbo so bili vtkani verovanja, praznoverja, reki in izreki, filozofija naroda, vse duhovno in tradicionalno bogastvo. Hkrati pa je bila ta glasba gola, brezsramno se je razodevala, neposredno, brez posrednika. Čustva in občutki, neizrekljive in neizrečene resnice, neopisljive in neopisane radosti in bolesti. Nagovori duše drugi duši so bili prevedeni v ritme in melodije. Zato je bila Slepica velika, edinstvena in sama. Bila so obdobja, ko so nekateri epski fragmenti zveneli, kot bi se povzpeli iz grobišč zapriseženih devic in pesnikov, ki so bili tukaj davno pred njo. Kot bi prihajali od anonimnih pevcev, ki že mnogo let gnijejo. Napevi in besede, kot da so se priplazili izpod zemlje in ponovno zaživeli v pesmih Slepice, kot da jih smrt niti malo ni spremenila. Kadar so jo te pesmi dosegle, je Slepica zastokala, da je gosto odmevalo. Pevka. O njenem petju obstaja zapis, pravzaprav rokopis, ki ga je napisal lokalni učitelj. Slepica mi je pokazala zveščič, ki so ga našli učiteljevi otroci po njegovi smrti in ji ga izročili. Ko ona poje, tudi kadar iz veselja, pesmi zvenijo žalostno. Vedno enako žalostno. Iz vsake pesmi se izvije nekakšna resnost, teža, globina. Prisotna je svojevrstna otožnost, tožna uglašenost, elegičnost. Kot bi se nevede izživljala sama nad seboj. Katero pravilo je vodilo in uravnavalo vse to? Katere temne usedline so se dvigovale ob njenem petju? Katere sreče lahko zvenijo tako otožno? Njene pesmi niso imele srednje dinamike. Vsak motiv je bil hkrati odmev neke nenavadne žalostne preteklosti, prave ali izmišljene. Slepica ni iskala ekspresivnosti, ker je ta bila pri njej naravna, kot tudi nedotaknjenost in nedolžnost, ter organskost in žilavost, pa samoraslost. Vse ostro podčrtano.
Poje, kot bi bila heroina bolečine, trpljenja, težav in bi njena pesem nosila dinamiko njene melanholične duše. Njena glasba ima tempo težkega kola, monoton in obupan. Kot bi se iz nje imelo vsak trenutek razviti nekaj, kar te stisne, kot vprašanje, na katerega sploh ni odgovora. Deluje, kot bi toni njenih pesmi prinašali resnice iz nekih temnih oddaljenih časov in govorili o oddaljenih temnih usodah. Zanjo je bil to dragocen zapis in nanj je bila zelo ponosna. Nič manj, kot bi bil violinist ponosen na kritiko s 5 zvezdicami v New York Timesu ali Le Mondu. Vedno znova ji ga je kdo moral brati, ona pa je zraven nemo odpirala usta, saj je znala besedilo na pamet. Užitki dotikov. Ljudje so bili očarani od čustvenega podajanja. Bila je naravno obdarjena izvajalka z neverjetnim glasovnim razponom. Zares sva prvič govorili po enem od njenih nastopov. Spominjam se, kako sem takrat poskušala njeno petje posneti, vendar mi tega ni dovolila. Četudi sem jo spoštljivo prosila za dovoljenje, mi je suho odgovorila: ne, nihče me ne sme snemati. Tistega večera nisem mogla nehati strmeti v njene roke. Fotografirala sem jih. Bile so posebne. Roke niso govorile istega kot njen glas. Ni podvajala ali podpirala tega, kar smo slišali. Roke so imele svojo vzporedno komunikacijo. Gotovo je opazila mojo fascinacijo, čeprav ne vem, kako bi lahko čutila smer mojega pogleda. Naslonila se je namreč v smer snemalnika in rekla vanj: uživam v dotikih. Moje roke so občutljiva ogledala. Koliko stvari lahko primem? Roke me povezujejo, z njimi sem ustvarila vez z zunanjim svetom. Nato je obmolčala, se naslonila nazaj in globoko vdihnila cigaretni dim. Počakala je nekaj sekund, preden je sunkovito izdihnila debel oblak dima. Performativnost prstov ji je očitno prinašala veliko užitka. Dotaknem se robov dolgega vratu inštrumenta, njegovega zaobljenega telesa, dotaknem se konjske žime. Rahlo drsenje s konicami prstov mi daje občutek polnosti in prinaša radost. Moj se zabava tudi s tistim, česar moje oči ne vidijo. Lahko ga zabavam drugače, ne samo z videnjem. Lahko vonjam, se dotikam, okušam in slišim. Jaz vidim s celim telesom. Slepica se je zavedala skozi kosti in meso. Všeč ji je bilo njeno telo. Raje živim v svojem telesu, kot v zunanjem svetu. V domišljiji slišim harmonije vibracij. To je tisti prvi večer delila z menoj in nič več. In potem se je spet sklonila nad struno. Verjetno je slišala moje klike fotoaparata, vendar se mi zdi, da ji ni bilo kaj dosti mar za to. Pomemben ji je bil samo zvok. Med igranjem sem opazovala njen izraz vedno po malem žalostnega človeka, kot da bi se kolektivna trpeča duša izvalila iz glasbe in se prezrcalila na njen obraz. Če bi kdo namenjal pozornost zgolj poslušanju temperature glasbe, bi doživel pravi kuriozum otožnosti. Ta čudna in čudaška zvočna atmosfera bi mu najbrž delovala eksotično. Neskončna melanholija in neskončna monotonost. Obraz trpečega se je najbrž rodil iz psihe te čudne guslarske glasbe. Ekspresivnost glasbe pa obratno izvira iz te čudne ravni otožnosti. Psiha glasbe je naravnana na tonaliteto trpeče duše. Nenavadna vzajemnost. Wanderung. Kot Bart je potovala celo svoje odraslo življenje. Rada je potovala. Tudi če ni videla pisanih gričev in dolin, je v teh pohodih uživala. Hodila je lahko ure in ure, ne da bi se sploh ustavila. Hodila je po spektakularnih vrtoglavih vrhovih, čez dramatično prelomljeno pokrajino, ki je spominjala na lunarno. Hodila je nevarno hitro, skoraj na pol tekoč.
Potem se je nenadoma ustavila in dvignila levo dlan, obrnjeno navzven, kot radar. To je bil njen način zaznavanja smeri in lastnosti vetrov. Razlikovala je med vetrovi. Vetrovi iz gričev, vetrovi iz dolin, vetrovi iz gozdov. Znala je jezike vetrov do najmanjših odtenkov. V poznojesenskem listju, v osrčju borovega gozda in na spomladanskem travnatem polju je lahko slišala povsem različne jezike. Prepoznala je lahko razlike pokrajin in tako je videla svet, iz zvokov in dotikov svoje kože. Spominjam se zvokov krajev. Kot potujoča slepa ženska je sebe videla kot pogumno, avanturistično in edinstveno. Po nekaj ur hoda na prašnih cestah je bila njena vsakodnevna rutina. Do mraka je običajno prišla do vasi in našla gostilno. Tam je poprosila za mesto v kotu. Spoštljivo so ji ponudili večerjo in žganje. Sprejeta je bila z najvišjimi častmi. Po večerji je sedla v kot. Njene sive oči so gledale v eno samo smer, mimo njih pa so se vrstile sanje, potoki, gozdovi, ptice in sonce. Enkrat je tako prišla tudi na vrata samostana. Stopila je v preddverje, ko je zaslišala pogovor duhovnih očetov o lepih dekletih iz sosednje vasi. Zbijali so šale na njihov račun, precej vragoljaste. Dober večer, sveti gospodje, je rekla slepica. Ko so častni možje videli, da je slepa, so jo vprašali, kako pa veš, da smo sveti možje? O, prepoznam vas po vaših lepih besedah, častitljivi gospodje. Vse življenje so se je dotikali ljudje, ki jih ni poznala. Na njenem obrazu so ostali odtisi tisočih častilcev, ki so iskali svojo srečo. Bila je kot kip Madone, pod katerim ljudje s toliko upanja in vere klečijo in ji poljubljajo rob oblačila. Sprejela je to svojo čudno mitološko vlogo, vendar vprašanj o slepoti in vidu nikoli ni prenašala. Če so ji omenili druge slepe pevce, tiste, ki so bili zaradi črnih kos še tako grdi, da jih niti pogledati nisi mogel v lice, je odvrnila. Ne joče slepi, ker ni lep, temveč ker ne vidi beli svet. Ko so jo spraševali, kako vidi, je zasikala, tako kot ti, v glavi. In lahko si kar slišal neizrečeni del stavka, ti budalo, ki ga sicer nikoli ni glasno artikulirala, vendar je ton jasno kazal, da je imela v mislih nekaj takega. V slepoti ni videla nič melodramatičnega ali patetičnega. To je bil eden od načinov življenja, povsem običajnega življenja. Spominjam se, da sem jo tudi jaz nekoč vprašala, kako je živeti v popolni temi. Poredno je odgovorila, ali se ti zdi, da tema ne prinaša užitkov? Monotoni let. Pravili so, da z njo ni lahko. Nikoli sicer nisem razumela, kaj so s tem mislili, saj je slepica živela svoje odraslo življenje precej odmaknjeno. Živela je precej ekscentrično življenje barda. Od ljudi ni pričakovala veliko. Morda le to, a to brezpogojno, da je imela takrat, ko je igrala in pela, vso njihovo pozornost. Govorila je s tako počasnim tempom in z odsotno mehkobo, da bi sčasoma lahko pričeli zehati. Vtis je bil, da se njen jezik hladi, da postaja mrzel in trd kot led. Na koncih stavkov je postavljala predolge fermate, kot bi svoje misli prevajala iz tujega jezika. Živela je med svetovi. Tukaj je bila kot gostja iz nekega drugega stoletja, iz daljne in neznane dežele. V nastope je vstopala resno, ritualno. Dvignila je desno roko, široko razprla dlan in jo položila na ličnico ob ušesu. Zdelo se je, da so njeni raztegnjeni prsti štrleli od zadaj naprej kot grablje za travo. To je bila obredna gesta, da bi z njo pritegnila popolno pozornost občinstva. Sledila je dolga tišina, preden je dejansko začela peti. Epika je umetnost ušesa, je dejala. Z dlanjo je prekrila eno uho, nekaj v zvezi s spremembo glasu v povzdignjen ton, ki odmeva v registru glave. Občasno je v uho potisnila prst.
Povedala je, da tako ohranja ravnotežje in med petjem ne postane omotična. Petje epov je nepredstavljivo težko. V pevčevi glavi petje naredi grom, kot da se ti po malem meša. Njen pevski nastop je običajno trajal dobro uro. Po končani predstavi so ljudje kar nekaj časa ostajali tiho. In šele pozneje, ko se je atmosfera razelektrila, so jo spraševali: se bojiš popolne teme? Ali se bojiš smrti? Ali česa te je strah, ko si v svoji črni samoti? Čudite se temu, kaj vse lahko počnem kot slepa. Zakaj niste enako začudeni nad mojim petjem? Ko slepica vstopi v pesniško galaksijo, njene besede podležejo moči skrivnostnih sil. Včasih njen glas ni več človeški, prej glas demona. Poslušanje njenih neskončno žalostnih monotonih zavijanj me popelje v epsko cono na meji med ljudmi in bogovi. Pesmi, pete z nezemeljskim glasom, katerega timbra je mogoče doseči le v prostorih nekje med svetovi, sakrosankt napevi, so romanja pogosto tudi v svet prepovedane poezije. Njena poezija je inštrument, preobrazba njenega resničnega življenja. A temperatura njene epike je ostajala hladna, zmrznjena in trda. Glasba je polna monotonih zvokov, ki poslušalce potegnejo v objemajoče sanje nenaravnega, hladnega glasu, polnega tesnobe, kot iz drugega sveta. Bojim se, da bi me njen glas izvotljiv, sem takrat parafrazirala Kadareja v snemalnik, ki še vedno ni premogel nobenega glasbenega posnetka. Homerij. Bila je robustna in zelo čutna oseba, oboje hkrati, in znala je čarobno uporabljati besede. Vse svoje življenje je v mislih, v spominu vadila fraze. Po ves dan je lahko vadila eno samo. Toda komaj kdaj je uporabljala besede izven nastopov. Le občasno, morda po žganju ali dveh, si dobil iz nje kratko zgodbo. Rada plavam. To me veseli. Vi ljudje z vidom si to težko predstavljate. Vsaka pora moje kože je prostor čistega čutenja, občutenja dotika. Počasi se s celotnim telesom premikam skozi svet čutev. Gola koža v vodi je popolna osvoboditev. Če bi jo vprašala, naj mi pove, katero od svojih epskih pesmi, mi ne bi mogla narekovati nobenega svojega verza, čeprav jih je izvajala skoraj vsak drugi večer. Morala bi vsaj držati inštrument v rokah, da bi lahko narekovala del pesmi. Povezava med petjem, pripovedovanjem zgodb in igranjem na gusle je bila tesna. Nič od te trojice ni moglo živeti samostojno. Imela je izjemen spomin in zase rekla, da ve tudi tisto, kar je še vrag pozabil. Pela je o vojnah, o znanih in neznanih bitkah, o resničnosti smrti, o krvi in telesih, o zadnjih krikih in zadnjih šepetih, o razpadanju trupel, o grožnjah in zmagah, o preživelih in velikih junakih. Nikoli pa ni pela o otrocih in ženskah, ki so jih ti junaki puščali za seboj. Ko je prepevala svoje zgodbe, je verze prekinjala z vzkliki kot ij ali oj ali z vzdihi Sprva sem mislila, da so to mašila, med katerimi brska po spominu za naslednjimi verzi, a ni bilo tako. Ti vzkliki so stali kot dodaten izraz zgodbe, kot gledališka prvina. Slepica ni bila posebna samo zaradi svoje slepote, ampak tudi zato, ker je bila ženska guslar. Biti moški je bil eden bistvenih pogojev za igranje tega glasbila, v katerega je bila vtkana ideja o junaškem. Peti ob guslah je bilo del mitološkega pripovedništva in predvsem v domeni moških. Biti pevec zgodb je bilo junaško področje povezano z idejo moči. In ker je glasbeno ustvarjanje z guslami nosilo vzorec junaške moške nadvlade, je bilo žensko mojstrstvo tega inštrumenta redko. Petje in igranje ženskega telesa je bilo v družbi zlahka povezano z negativnim in določeno kot slabo.
Toda slepota je slepici dodelila poseben status. Ker ni videla, je bila že zaradi tega posebna. Njena slepota je simbolično zanikala ženskost. Ker ni videla, je lahko bila videna. In s svojo nepopolnostjo, s primanjkljajem, ni častno zastopala svojega spola. Samo s to tragično usodo je lahko dosegla priljubljenost kot ženska pevka. Ni bila edina ženska pevka v regiji. Bilo jih je več. Vse so bile moško-ženske, muškarače, muškobanje. Morali so sprejeti moške navade, vključno z žaljivim odnosom do žensk. Smele so igrati gusle in bile celo čislane, če so dobro obvladale ta moški inštrument. Godle in pele so energično, tako kot to počnejo moški. Slepica je nastope zaključevala s pozdravom. Želim, da ste vsi živi in zdravi in veseli, mladi in stari. Želim vam, da se vam rojevajo moški otroci, v vsak kot hiše po eno dete. Nabrano. V slepico se je od nekod zajedla in ugnezdila neznana bolečina. Nekakšna sladko bolna žalost. Ta sladobolnost, paradoksalno, je bila njen znak in ostra meja med njo in zunanjim svetom. Bila je popolnoma iracionalna in slepica jo je še prignala do absurda. V njeni melanholiji ni bilo nič kaj razumnega. Racionalen je bil le matematični red pojavljanja, periodičnost valov torej, ko se je ta sladobolnost pričela izživljati nad njo. Z bolečino se je slepica predajala užitku. Uživala je v poglabljanju te bolečine, kopala je po sebi. Hrepenela je po odrešenju, opuščala je vse, kar je bilo težko vzdržati, vse nabrano. Odvezati se je hotela od neizrekljivega in hlepela po odrešenju in odpuščanju. V tem je navijala čustva do neskončnosti in beg od bolečine je bil možen le z vstopom v še globljo bolečino. Bolečina in melanholija sta se v tej sladostrastnosti samo še krepili. Neskončnost, iz katere ni bilo izhoda. Ujetost v krog dušenja bolečine z bolečino. Njena glasba je bila odraz osvobajanja od nečesa, kar sploh nima imena, kar ni ne žalost in ne otožnost, kar jo je tiščalo navzdol in v globino. In to je počela tako silovito, da ni mogla stran. Glasba jo je z nežnim ljubkovanjem mučila, a slepica se je predajala temu ljubkovanju in se nato od njega spet mukoma poslavljala. Te vezi ni bilo možno pretrgati, čeprav se ji je ostro in vse globlje zajedalo v telo. Telo je bilo utrujeno, sladobolnost ga je izčrpavala do konca. Trzalo in stokalo je od bolečine, medtem pa se je pesem spet in spet začenjala. Finale njene pesmi je bil vselej začetek nove, stalno odprta forma. Po definiciji in osnovnem izvoru je sploh ni mogla končati. Izgleda, da se pesmi niso smele končati, da je bil to predpogoj, da so sploh lahko obstajale, da so sploh bile. Če bi se njene pesmi enkrat končale in bi izvenel njihov zadnji ton, potem ne bi bilo ničesar več, ne življenja, ne čustev. En neopisljivi in neizrekljivi nič. Zato se pesmi tudi niso hotele končati in so se ponavljale spet in spet. Bile so vse globlje, bolj intenzivne in silovite. Nedokončanost in neskončnost sta bili neizogibni. Vedno je ostal ta neizogibni košček za naslednji matematično odrejeni cikel žalosti in otožnosti in sladobolnosti, ki je ohranjal melanholični krog pri življenju. Taseografija. Ali si lahko predstavljamo, da bi poleg slepote slepico zadela še hujša nesreča? Imela je okoli 50 let, ko so v vas začeli prihajati ljudje od drugod, tudi iz zahodnih držav. Bili so inženirji in uradniki, ki so izvajali neke ukrepe v zvezi z železnico, ter neki raziskovalci. Nihče se več ne spomni natanko, zakaj že so prišli. Bivali so v edini gostilni naokoli. Lastnik gostilne je bil filozofski tip. Ko sem se nekaj let po svojem prvem obisku vrnila v vas, je z menoj rad izmenjaval teorije.
Vse te razlike med Zahodom in nami dejansko niso določale našega življenja. Vedeli smo, da ljudje na Zahodu pijejo kavo in vedeli smo, da ljudje na Vzhodu pijejo kavo. Torej smo jo pili skupaj. Le da naše pitje kave traja dolgo. Kava je obred. Obred brez pomembnega pomena, vendar pomemben obred. Nisem se mogla bolj strinjati z njim. Zame je jutranja kava čas, ki ločuje noč od dneva. Čas za kavo mora trajati kar nekaj časa in potrebuje čas za pogovor. Ljudje se pogovarjamo in pogovarjamo ob eni skodelici kave. Ta ritual daje priložnost za bistroumno nesmiselne klepete brez komunikacijskih strategij. Izmenjave so lahko polne malih duhovitih laži. Pri nas še vedno pijemo turško kavo. Pijemo jo, ker nam je najboljša. Všeč nam je iz nekih nostalgičnih razlogov in zato, ker smo prepričani, da je turška kava naša tradicija. Toda po zadnji vojni mnogi ne pijejo več turške kave. Preimenovali so jo v bosansko ali v domačo. Kava ima še eno čarovnijo. Ko jo spijemo in je skodelica prazna, nonšalantno strmimo vanjo. Dediči intuicije in šlogarski mojstri se pretvarjamo, da nas ne zanima, če so v debelih usedlinah kavne podlage kakšna znamenja sreče, ki bi jih lahko razumeli, nekaj takega kot prihaja denar ali težave in skrbi vas zapuščajo. Tistega večera je v gostilni potekal tak obred pitja kave z zahodnjaki. Spet je nekdo zasliševal slepico v njeni slepoti. Odgovorila je, zdaj prvič drugače. Noč brez prestanka seda na moje oči. Bojim se teme. Bojim se, da se ta tema ne bo nikoli končala. Dejansko slepota ni črnina, slepota je nič. Ta nič pomeni veliko, skupaj z vsemi spomini in domišljijami ustvarja moj edini prostor. Ta nič je slepota. V skupini na vogalu mize je začelo skrivnostno vreti. Ti zahodnjaki so očitno nekaj vedeli. V hitrem, dokaj razburjenem razpoloženju so si med seboj v svojem jeziku izmenjali nekaj stavkov in se potem vsi hkrati vrnili k pogovoru za mizo. Nekaj tednov kasneje sta slepica in njena mlajša sestra odpotovali z zahodnjaki. Čudež. Slepico so še enkrat položili na mizo v temni sobi. Nekdo je njeno telo pokril z odejo. Le glava je ostala nepokrita. Ženska je bila popolnoma mirna. S široko odprtimi očmi je zrla naravnost v zdravnika, čigar kretnjam je zelo pozorno sledila s sluhom. Skušala je razumeti, kje se nahaja in kaj se dogaja okoli nje. Zdravnik je previdno odprl pokrov kovinske škatle. Iz nje je očitno nekaj vzel, kar pa ni ustvarilo nobenega zvoka. Slepica ni videla, kako se je nekaj srebrnega zalesketalo pod svetilko. Potem je zaspala. Po nekaj dneh je kirurg stal pred njo z instrumentom v roki. V sobi je bilo čutiti veliko vznemirjenje. Počasi je odlepil gazo, ki ji je prekrivala oči. Vse je potekalo v popolni dramatični tišini. Občutek je bil podoben vročemu poletnemu dnevu, ko se življenje ustavi in nad neskončno cesto miglja popačena slika vročine. Takšna napetost je bila tisti hip v bolniški sobi, ko je pinceta odmikala gazo z obraza. Slepica je počasi iztegnila roko. Hotela se je nečesa dotakniti. V tišini je tipala stvari pred seboj. Njen obraz se je iz sekunde v sekundo spreminjal. Izrazi na obrazu so bili drugačni kot pred operacijo. Gubala je čelo in grizljala ustnice. Tipala je predmete in si jih previdno ogledovala. Potem je iznenada preusmerila pozornost. Slepica lahko vidi, je vzkliknila sestra. Celotna bolniška soba se je razveselila. Prvič po 54 letih je slepica videla. Prisotni so bili navdušeni. To je čudež, to je neverjetno. Tudi jaz sedaj vidim, je izbruhnila v pol jok, pol smeh tudi slepica. Vendar je še vedno strmela v prazno, brez osredotočenosti na karkoli.
Najprej je želela videti gusle. Sestra ji je podala inštrument. Z roko je gusle prižela k telesu, da bi začutila predmet, ki naj bi ga zdaj prvič videla. Nato je gusle odložila na mizo, da bi z njimi navezala še stik z očmi. A to se ni zgodilo. Preprosto ni videla inštrumenta, ne da bi se ga tudi dotikala. Priložnost. Vid naj bi ji nudil novo življenje, polno priložnosti. Skušali so mi dati darilo, vid, da bi mi zagotovili polnost sveta. Nikoli pa niso razmišljali o težavah, ki mi jih bo to predstavljalo. Mislili so, da bom ponovno odkrila otroško radovednost gledanja in se čudila magičnemu dvigu zavese ali čarobnim prividom. Mislili so, da moram samo odpreti oči in bom končno videla stvari takšne, kot so. Toda to je bila napaka. To zame ni pomenilo rojstva resnice. V novem videnju stvari ni bilo te naivnosti. Mi je povedala, ko sem jo obiskala prvič po operaciji. Jaz sem že nekoč imela dolge roke. Moje roke so mi že prej povedale vse, kar moram vedeti o svetu. Jaz sem že vedela, kako izgleda moj inštrument. Začela sem se spraševati, ali je bil vid zanjo sploh darilo. Bil je tiste vrste darilo, o katerem se ne odločaš, temveč ga sprejmeš. Naslepo. Kasneje se je to darilo vida slepici spremenilo v nekaj, česar si nihče ne bi mogel zamisliti. Biti vizualno bitje je zanjo postalo breme. Zdaj je bila še bolj invalidna kot prej. Bojim se neizbežne izgube nadzora. Borim se za to, da bi imela nadzor nad manevriranjem med temo in to novo lučjo. Ne prepoznam svojih gusel, ko so postavljene na mizo. Ne vidim jih, ne da bi se jih najprej dotaknila. Zdaj sem med dvema svetovama, a doma v nobenem. Dar vida se je počasi spreminjal v prekletstvo. To ogromno breme je bilo zanjo pretežko. Ni mogla več igrati in izraz njenih pesmi se je spreminjal. Slepa slepica je umirala, slepica z vidom se ni rodila. Njeno razpoloženje se je vztrajno spreminjalo. Bili so dnevi, ko se je z navdušenjem učila, kako videti in razumeti svet. Toda dotik je ostajal bistven, pred vidom. Morala je vaditi, da bi videla svet samo z očmi, brez pomoči dotika. Odpreti oči očitno ni bilo dovolj, da bi videla. Učila se je hoditi brez dotikanja in brez palice. Skušala je presojati razdalje in prostore, materiale površin in oblike predmetov. A stvari, ki jih je samo videla, so ji vedno znova zdrsnile z uma. Zelo rada se je dotikala živalskega kožuha, z nežnim dotikom je živali prehajala čez ušesa, po telesu do repa in tac. Previdno se je dotaknila vlažnega smrčka ali gobca. Občasno je zagledala metulje. Spreletavali so se tako zelo blizu njenega obraza, da so jo prisilili, da je odskočila, kot da bi bili pravi. Prividom je pogosto sledila preobrazba in obračanje navznoter, vedno globlje v notranje svetove. V temnih dneh je pobito ždela ali nasilno besnela. Spomini povezani z dotiki so se odmikali, pozabljala jih je. Tudi občutek dotika ljubljenih je bledel. Vse pogosteje in vse dlje je poslušala radio. Poslušala je radijske novice, pogosto jih je glasno komentirala, kot bi se pogovarjala z odsotnim sogovorcem. Najdragocenejši so bili trenutki, ko je zaprla oči. Kdaj spet je vklopila kasetofon. Pospešila je vrtenje kasete in poslušala posnetek radijske igre v hitrosti kakih 300 besed na minuto, v hitrosti branja očesa. Vse dokler ni radio sčasoma začel okolici sejati terorja. Vse manj je hodila iz hiše in med ljudi. Živela je napol, kot bi le še vegetirala. V enoličnost te slike se je občasno vsilil duh nenadne volje. Kak popoldan je bila spet pri volji za novo življenje.
a takih popoldnevov je bilo vse manj. Po obdobjih globoke potrtosti se je spet začela vesti kot slepa. Spet je izgubila barve. Vzela je svojo palico in bila slepka. To so bili resnično srhljivi trenutki. Polno dejavna in srečna slepa ženska je postala slabovidna obupanka. V enem izmed zadnjih pogovorov mi je rekla: Vse življenje sem bila obsojena biti brez vida. Dotik je bil moj stik s svetom. Sprašuješ me, ali molim k Bogu? Ne vem. Najbrž bi se ga morala prej dotakniti. V tej globoki stiski ji nikoli ni uspelo konfigurirati nove osebnosti. Po nekaj mesecih, kar je postala ženska z vidom, je ženska, ki vidi, umrla. Hvalnica. S hiš so viseli črni trkovi, luči pa so bile zavite v črne krpe. Vas je bila potopljena v črno žalost. Izgledalo je, kot bi se vsi pomalem počutili sokrive za njeno smrt. Tako so se počutili, ker so se takrat tako zelo veselili, da je šla na operacijo in spregledala, ker so bili na drugi strani. Mnogi so prenašali to žalost skoraj tako globoko težko, kot da bi izgubili koga izmed svojih najbližjih. Pogrebna povorka se je počasi pomikala proti zadnjemu počivališču. Vse hiše, mimo katerih se je vil ta žalni sprevod, so bile zaprte in prazne. Ljudje so žalovali. In to je bilo tudi največ, kar so lahko naredili. Pospremili so jo do groba. Nekaj žensk je tulilo srhljive naricalke in se obupano tolklo s pestmi po prsih. Vile so roke proti nebu in zavijale v polpetju, poljoku. Vmes so za trenutek postale, se stopile iz ekstatičnega performansa, da so preverile, kje se v tem trenutku nahaja poslovilni ritual, potem so ponovno zajele sapo in pričele nov krog tega čudnega recitativa. V njem so obnovile vse, še najmanjše podrobnosti slepičinega življenja. V prevzetih vlogah so klicale za njo, da naj še ne odhaja. Na višku naricanja so si najprej razpele rute in kmalu zatem razpletle kite. Njihovi lasje so zaplapolali v vetru in slepičini duši odpirali pot na drugi svet. Čeprav je bil dan, nekje okoli poldneva, je v zraku visela teža predvečera. Mučen občutek žalosti in slovesa so te ženske znale mojstrsko ustvariti. Zatem je zavladala grobna tišina. Čez čas se je sramežljivo oglasilo petje molitve odpuščanja, kot iskanje odpustka za posredovanje v slepičino usodo. Odmevala je s toplim glasom recitirana molitev za moškim. O žalost, odšel je z tega sveta. Iztrgan je cvet iz vrta duš. Na potih Gospodu je zapustil svoje bogastvo in ime. Od srca in iz duše je z užitkom in ljubeznijo vse žrtvoval, da bi dosegel Božje zadovoljstvo. Z ukazom povrni se bo njegova duša našla mir. Bog, naj bo njegov grob izpolnjen s svetlobo in naj bo počaščen s tvojo lepoto. O žalost, odločil se je približati milostljivemu in spustiti dušo. Dodeljena mu bo večna rajska slava. Molimo, ker v molitvi je cilj. Naj ga resnični potopi v morje odpuščanja. Ob sodnem dnevu naj mu bo zagovornik ponos sveta, naj najde dom v rajskih vrtovih in naj mu bo vera prijatelj. Na pogrebu je bilo, kot bi se ne poslavljali od pokojnika živi, temveč bi se mrtvi poslavljali od mrtvega. Žalovalci so nosili na obrazu tak mrak, da so bili videti enako mrtvi kot slepičino telo v krsti.